Zdaj pa gremo lahko na drugo temo, na škandal. Škandal je se zgodil. Jaz menim, da smo mi nekje zdaj na prvi, drugi strani časopisov, pol 1. maju nas ne bo več, ko bo vsi na počitnicah. A ni svet smešno organiziran? Mislim, kako je to neverjetno komično. Ne, pa kako so še ene stvari, ki so bolj grozljive, bolj ontološke, kako se podobno z njimi dogaja. Kakorkoli že, za nas je škandal se končal v tistem trenutku, ko smo mi pravzaprav v sredo pravzaprav vse to doživeli. Ker naša naloga je, da naredimo umetnino, ne pa da jo ne naredimo. Mi smo poraženi. Mi smo pravcati poraženci, ker opere ne bomo naredili znotraj kulturne prestolnice Evrope, v Mariboru. Mislim, jaz nikoli nisem izgovoril, da mi smo pravzaprav hoteli, da bi da ne bi zdaj zvenelo patetično, pa ne zveni. Pravzaprav Potočnik je bolj Mariborčan, kot je Vitančan. Čeprav se Ksevt gradi kako bi rekel, v Vitanju. Približno tako je, kot da bi meni rekel, ne vem, tako sebe doživljam, če bi zdaj, sploh ne smem to. Preprosto, hočem reči, v Vitanju smo zgradili Ksevt zaradi tega, ker ga v Mariboru nobenega to ni zanimalo. V resnici je zanimalo sam občino Vitanje, tudi Slovenj Gradec ni zanimalo. In mama Potočnikova, mama Minka Kokošinek, je iz Vitanja. In je preprosto v Vitanju, tam sta dva čudeža, predvsem magister Srečko Fjavž in župan Slavko Vetrih, ki sta pravzaprav to na nek najbolj preprost način, ki si ga lahko predstavljate, odprla vrata in smo vstopili, bili smo dobrodošli, bili smo povabljeni. Veste, umetniki imajo radi, da jih imajo radi. Umetniki ne počnemo zaradi tega, da bi nas, kako bi rekel, ljudje sovražali. Umetniki to počnemo zaradi tega, ne da bi bili ljubljeni, ne da bi nas občudovali, ampak zaradi tega, da lahko svojo kreativnostjo rečejo, pa kako ste to lepo naredili, kako ste to pametno naredili, kako je to lepa knjiga, kako je Potočnik napisal pametno knjigo. In seveda, v Vitanju smo preprosto zaradi tega Ksevt začeli graditi kulturno središče, najprej spominsko sobo, potem pa kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. In sama opera v Mariboru, jaz smo zdaj kako bi rekel, te stvari, ki vas zagotovo zanimajo, ki so tudi proizvedle potem vse te nesporazume, te produkcijske stvari. Mi smo bili pred 4 leti povabljeni, še enkrat bom rekel, povabljeni. Mi, ker se pravi, 2007, ne? Ja, od začetka smo bili tam, od bele knjige, kako se oni imenujejo. Ja, bela knjiga, ki nastop črna, pa ki se začnejo med sabo kleti. Ne, mi smo bili povabljeni in smo pripravili libreto, glasbo, režijsko knjigo, se pravi, mi jutri lahko postavimo, če imamo teh 120 ljudi, ki jih je na odru, ker opera je velika struktura. To je največja civilizacijska struktura, ki jo imate v tem trenutku na svetu. Razen še v Severni Koreji, kjer imate tam tiste. No, tiste še edina struktura, ki je konkurenčna operi. Imamo še eno, ta je pa največja človeška oblika, to so otvoritev in zatvoritev olimpijskih iger. Tudi oni to tako delajo, ampak to zdaj ni naša tema. Oni so nas povabili opero narediti. Mi smo opero pripravili in seveda za konc, ki boste vi še spraševali, bomo vi imeli sam še, to vas pa prosimo, da 7 minut zdržite, da boste videli sam majhen košček glasbe, ki je bila odigrana
prav tukaj, v tem prostoru, v muzeju, klele, to je bilo novembra, ne? Se pričem, ne vem točno datumsko, vse mi preskakuje v glavi. V vsakem primeru smo jo imeli, tukaj je bila odigrana, osnova glasbene strukture je ljubavna pesem iz Rezije. To je osnova, temelj opere. Lahko vam zdaj zapojem. Predraga moja ljubica, predraga moja ljubica, ljubica vstani, vstani že, glej gori sonce, sonce gre. Slabo sem zapel, ker imam, lahko pa vam drugo zapojem. Naprimer, on z njimi, ki še trdijo viro krivo, bežitje v Bohinj, Bistriško dolino, trdnjavo zidano na skalo sivo. Največ sveta otrokom sliši slave, tja bomo našli pot, kjer nje sinovi si prosti voljo viro in postave. Pa vidite, da znam pet. Pa jaz znam tudi črne maske zapet vam. Veste, kako gre? Pa po mojem sem edini v Sloveniji, ki zna črne maske zapet. Zdaj boste videli. Koliko nas je? Mnogo in še več. Dobro. To sem zaradi občutka, da vidite, da jaz sem iz umetnosti ven. Nismo bili povabljeni, zdaj vam bom povedal, 120 ljudi. Sam, če jih imaš, če daš vsakem 1000 evrov, je to 120 000 evrov, pa jim nisi kupil še čevljev, pa obleke. Veste, obleka reče na gledališču kostumi. Ne bi zdaj, to je zdaj bolj njim govorim, kaj vam, se opravičujem. Pa kje so še scenografija, pa kje je še simfoničen orkester, pa kje je še luč, pa kje je še oglaševanje, pa kje je še tribuna za gledalce, ker seveda mi bi morali v objektu, ki se je Max, pa so nam dali dimenzije, kakšne bojo bile, narediti. Vse smo imeli že pripravljen, ker nekrat ni bilo prostora, edini mi smo imeli simfoničen orkester, edini mi smo imeli režijsko knjigo, edini mi smo imeli libreto, ne edini, se smo tudi drugi, ne, to ne govorim proti drugim. In kar naenkrat, koliko stane opera, mi smo, poglejte dokumente, pa njih 612 000 je bilo, moj honorar, poglejte, ne bom ga izgovoril. Lahko ga pa na koncu izgovorim, samo to, da boste videli, da denar. Pa še narobe me je citiral, rekel je nekaj, kako je rekel, da je materija v energiji. Nekako tako je, da sem rekel, ma ljudje božji, jaz kaj taga nikoli ne prekel. Kaj je kapital? Za mene je kapital abstrakcija v akciji. To je, kako bi rekel, ena energija, materija v energiji, ali kako je že rekel, to je izrazito marksistična pozicija. Jaz imam abstrakcija v akciji, to je moja. Anarhistična. Se upravičujem, pa se to že 30 let upijem, da sem anarhist. Pa jaz ne vem, da je to zdaj čudež, ali kaj. In to, veste, anarhisti, mi smo neusmiljeno, ne moramo sprejeti takih dikcij, ki smo jih tam gledali. In seveda, anarhist ima najvišjo stopnjo odgovornosti. Kdaj? Kadar je svet v krizi. In verjemite mi, da stopamo z največjo stopnjo odgovornosti. So pa različne vrste anarhistov, to je pa resnica. Tako da tudi nikoli ne skrivam, jaz sem levi anarhist. Mislim, to vedno tudi rečem. Mislim, ok, denar. 612 000 je bilo najprej, potem, in to smo sedeli z eno producentko, pustimo zdaj njeno ime, in potem je bilo jasno, da ne bo toliko denarja, in potem smo govorili o 500 000 evrih. In 300 000 evrov damo mi, vprašajte me kako, in 200 000 dajo oni. In to je vse. To so številke. Oni seveda, ko so prišli, so spremenili koncept kulturne prestolnice Evrope in v tem konceptu ni bilo prostora za nas. Mislim, to ni nič žalostnega, ampak preprosto, ta mož, ki je prišel na ta sestanek, se ni pogovarjal 4 minute. Prišel je na sestanek s popolnoma drugimi ljudmi,
s katerimi smo se predtem pogovarjali, sploh nobenega ni bilo več. Se pravi, vse je bilo zamenjano, očitno. Vse je bilo zamenjano. Tisti ljudje, s katerimi smo se predtem pogovarjali, nobeden ni sedel na tem sestanku. 3 novi ljudje, potem je prišel ta model je začel cvilt, se opravičujem, in seveda, jaz sem pa potem začel, v bistvu kaj, groziti, ne, jaz temu rečem, najdel sem dober terminus, groziti z umetnostjo. In v bistvu, vse sem rekel, no, sram me je za vse nas. Evo, da ne znamo nekaj civilizacijskega spraviti v zaporedje in red. Sram je za vse nas in mi smo tukaj veliki poraženci. Ampak opero bomo naredili, prej ali slej. Vprašajte, zdaj smo odpovedali oba sistema, lahko me komot vprašate, na vse bom odgovarjal, nimam zadržkov. Že to, da rečem besedo model, je, kako bi rekel, neodgovorno. Ne? On je direktor kulturne prestolnice Evrope. Vse pa to ni kar nekaj, kar tako zveze. On je imel legalno pravico spremeniti projekt. Sam ne na tak način, da nas je tako v 4 minutah, pa dajte vprašajte ga, prosim, zakaj je on ni mogel sedeti dol pa se pogovarjati, pa bi spremenili nekaj, ne vem, kaj bi naredili, pa bi najdel še eno solucijo. Ne, za nas je konc zgodbe v sredo, ne, da ne bo pomote. Konc zgodbe, basta, konc. Mislim, tako, da moram javno reči, da me je sram in da moram javno reči, da sem, kako rekel, da smo poraženi, ker ne bo umetnine, a me razumete, umetniškega dela ne bo. Mislim, tukaj je bila odlična priložnost, da bi Potočnik postal Mariborčan. V Mariboru je pred univerzo spomenik Hermanu Potočniku Nordongu, a veste, kako je ta spomenik narejen? Prišel sem, ker sem dobil Borčnikovo nagrado na festivalu Borčnikom, enkrat se je to zgodilo, in je uživo šel v program in sem stopil pred vse, Rudi Šeligo je stal zraven mene, sem rekel, Rudi, zdaj bom pa jaz govoril. Je rekel, ne, Dragan. Sem rekel, Rudi, ni šans bom. A daj pa govoril. Rudi je bil vse en demokrat. To se pa Rudiju ne bi zgodil. Nikoli. In sem stopil in sem povedal, da je sramota, da Herman Potočnik Nordong nima nobenega obeležja v Mariboru. Doktor Toplak je prišel k meni, leto dni kasneje smo mu postavili bisto pred univerzo. Basta. 1999 smo naredili prvi simpozij, ker so bili, recimo, doktor Mavretič je prišel, pa vi veste, doktor Mavretič, Anton Mavretič, kakšen čudež je to? Sicer njega ne bom imenoval, ker mogoče bo kaj si on o meni misli, ampak hočem reči, ne bi se na njega sklicoval, ampak jaz vem, kaj je on naredil. On je naredil, programiral Voyager 1 in Voyager 2. Mislim, veste, za mene ni hierarhične avtoritete. Za mene je sam duhovna avtoriteta. Pred duhovno avtoriteto bom vedno pokleknil. Nikoli pa pred... Dobre, modeli. Mislim, ok. Vprašajte me, tudi vse vam bom odgovoril. Ampak zdaj pa na vsa vprašanja. Inače se bom ven vlekel. Ker se znam tudi vleči ven. Mislim, sem odličen strateg. Zakaj? Ne zato, ker sem militant, ampak zaradi tega, ker sem odličen šahist. Pa ta človek se hvali šahom, ma mogoče on rad igra šah, ampak slabo ga igra. Jaz sem igral z Leonom Gostišo, pa ne pogled, kdo je Leon Gostiša šah. Mislim, da so bila otroka in Gostiša me zbiram toliko, mislim. Mojster Gostiša. Ne vem sploh, kaj počne danes Leon Gostiša. Ampak je bil izjemen šahist. Zato je to tako. On me bo zdaj zval na šah, že vem. Ne bo, z njim grem sam damo igrati. Od zdaj naprej bom z njim neusmiljeno vljuden. Tako, kot vsi ti, ki skrivajo in prikrivajo. Edino vprašanje je, zakaj je on imenoval na televizijskem dnevniku 900 000? To pa mene zanima. Nikoli ni bilo te besede, nikoli nikdar v zraku. Basta. Vprašajte, no? Ni vprašanje, super. Dobro. Miha, 7 minut, še opero pokažemo. Ja, škaj bom sem zvok spustil.
Sam zvok boš? Zato, ker slika nekje zatajila. Dobro, bomo zvok spustili. Škoda, ker je simfoničen, mislim, ker je orkester. Dej obrnem še sem tukaj, glej, sliko boš videl, da se vidi, da je v živo igramo, da ni računalniško narejen, ne? Da je. To, ko sem pel rezijsko pesem, ljubavno pesem iz Rezije, je skladateljica potem, to poje oktet. Zato je sama operna struktura, sam sekunda, operna struktura je narejena takole. Libreto sem napisal jaz, tekst pojavlja se v mediju, da je tu doktor Baturin. Doktor Baturin je prišel, on je trojni doktor. Bil je na Mir postaji, na mednarodni vesoljski postaji in je komentator časopisa Nova gazeta. V tem trenutku že 10 let piše kolumne za Novo gazeto. To je doktor Baturin. Trojni doktorat. Novinarstvo doktorat, pravo doktorat, fizika doktorat. Na Mir postaji, na mednarodni vesoljski postaji je bil. On je prišel v Slovenijo, dvakrat je bil tukaj, tudi v Vitanju, je predaval o Hermanu Potočniku, potem je šel, on obožuje tudi knjige, kupuje slovenske slovarje, ko je naslednjič prišel, je govoril že slovensko. In je, doktor Baturin je potem tudi napisal, mislim, ono pripravlja tekst velik za opero in tako naprej. Se pravi, tudi, se pravi prevod v ruščino, ker pelo naj bi se v ruščini. Ne? Slovenska, boste videli zdaj to. Ne? In tukaj ni zdaj vokalov. In kaj je zgodba? Zgodba je Sojuz T.M. Gregor in opera se začne v tistem trenutku, ko se začne proces spojnega mehanizma. Ko se modul, se pravi, poveže z mednarodno vesoljsko postajo. To je en proces, ki traja v 3 korakih. In v realnem času dockinga, spojnega mehanizma, stikovke, rečejo Rusi, opera traja. Se pravi, gor je v orbiti, ampak preden je on šel gor, je imel en pomemben dialog z njo. On, Gregor, ima problem z njo, oziroma ima konflikt z njo. Ona je, seveda mu očita heroizem. On pa heroizma noče, ampak po defaultu država uporablja njegov heroizem za red. In zdaj se opera začne. On gre in prva faza je zaključena. Popravi koordinate in zdaj nastopi mes v njegovi glavi. Ampak on ima z njo dialog in on sam se razcepi na 3 osebe, na 3 tenorje. V tistem je sopran, mu dela korekcijo. Ona, ki mu je naredila problem, mu dela korekcijo. Ona je tista, ki z njim sestavlja tisto, kar je najbolj bistveno. In takrat on in ona pravzaprav naredita tisto kategorijo, v poeziji se to zgodi, seveda, ker on sprejme njeno logiko in se popolnoma odreče heroizmu. In takrat naredi, spremeni koordinate in v 3. delu pride do uspešne stikovke. Uspešnega spojnega trenutka. Protokola se reče pravilno. Protokoli so zaključeni. In to je tema libreta. Tema libreta. Libreto je kratka forma in zdaj seveda rezijsko pesem pojejo, rezijsko pesem pojejo oktet, zato smo vzeli 8 violončel, zmedo dela pa kontrabas. Se obračujem, ker tu malo tako enostavno govorim, ampak v ozadju je simfoničen orkester, ki spremlja središče, ni klavir središče, ampak je oktet, violončela kontrabas, godala, okrog je simfoničen orkester, v zadnji liniji so pavke, na vrh je harfa, od spredaj so pa računalniške linije. Se pravi, kompletno računalniške linije. In tukaj pol pride ta konflikt med harfo in računalniki. Zdaj, seveda, ker mi nimamo zdaj, z harfo smo naredili pa z računalniki, prejšnji teden, na otvoritvi Gagarina, seveda, za simfoničen orkester rabiš toliko in toliko ljudi.
pavke, moraš zbrati pavke, v Ljubljani imamo samo malo pavk. Ne? In seveda, zdaj bomo pokazali ta 7 minut tega okteta. Ok, obrneš tako? Ok, pa obrneš, ker ne moramo, nekaj se je zgodilo. Pa mikrofon. A lahko tukaj? Sam če da zraven. Kje gre? Ostaviš, Miha, dej, bomo še enkrat, dej. Jaz kot režiser, veste, če ne laufa, jaz ustavim, dokler ne laufa orang. Evo, zdaj bomo to naredili. Ne vem, kaj se je zgodilo s projektorjem? Ne vidite se, ta ga vidi. A, ta ga vidi, on ga pa ne vidi. Sam ni crkla lučka. Ne vem. Ne veš, ne, moče. ne, Veste, koliko 300 €, 400 stane lučka je bila, kot crkne. Ja, gled si videl, jaz vedel, kako veš. Ne, sej, koliko stane produkcija neke opere, ne? Ja. Navadna produkcija. To je navadna produkcija opere. Hvala za to, da si me v tem... Vemo za neke relacije. Ker relacije vemo, koliko so. Kam je pa mladenič šel zdaj? nekaj drugega iskati. V baterije. Jaz mislim, da je ozvočenje čist, da je tukaj dobra akustika, pejmo brez mikrofona. Jaz sem hotel tudi... Lahko pojačaš? Močnej? Še? Še? Ne. Pazi, ubijamo ljudi, stop. Ok, zdaj smo zgrešili, gremo še enkrat, malo pojačaj. Ok, še malo pojačaj. Dodej, dodej. Prvi del se zaključi, to je zdaj sukus, prvi del protokola. Zdaj se bo začel drugi del protokola, to, kar naj potem traja v 112 minutah.
Tule si predstavljate še 10 računalniških linij. Pavke. Drugi protokol. Imamo moški zbor, 50 ljudi, ženski zbor, 50 ljudi. V drugem protokolu 20 demonov, 20 heavy metalcev. Ne vem zakaj, 3 minute, demoni zmeram pridejo. Linije računalniške vstopajo. Ženski zbori, moški zbori. Simfoničen orkester vstopa. Docking uspel. Človeštvo zmaguje. Opera dela. Idioti se koljejo. Jaz moram biti pa idiot še večji od za vse njih. Ja, no, zdaj sem samo odigral, ker jaz tako imam poklic. Predvčerajšnjem je klicala Sunita Williams iz Moskve. Ona je pol Indika, pol Slovenka. In je rekla, da je z Moskvi izvedla, ne v Moskvi, v zvezdnem mestu, da gradimo ksevt. Je rekla, da pridemo in da naredimo, kar hočemo, ker je bil naš gost prejšnji teden z Nihatom tukaj, Malenčekov. Ona dva sta drugo leto, od maja do oktobra na mednarodni vesoljski postaji, da lahko naredimo, kar hočemo. On Rus, ona Američanka, pol Slovenka, pol Indika. Pa to je svet, to je opera. In naš kulturni vzorc more biti v vesolju, če ne gre pa vse v. To sem zdaj zaigral, to da vidite, da znam zaigrati. Škoda knjige, ta bomo. Ne, pa ni nič na čisto zbirka. Oprosti, Laroj, sem ti rekel, da bo danes tako šla knjiga, ampak vse založba je nekaj, kar mora trajati dolg časa.